Pozdravljeni v 102. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, danes nimava gosta, bova pa govorila o dveh stvareh, ki so se odvijale v zadnjem tednu, oziroma druga je že nekoliko bolj v časovno oddaljena, namreč o raznih odzivih na najino, ko zademo skoraj prošnje, da v bistvu poslušalci kakšen mail pošljajo. No, o tem bova tudi spregovorila, tako da vsi tisti, ki ste kaj poslali, ne boste, mislim, da svoje vajo vas izignorirali, ker je več kot sta samo 2 maila. Tako da dajmo začeti s prvo, in to je bilo prejšnji teden 27. oziroma 26. pa 27. novembra. Je bil v Münchnu sejem BIM World oziroma tudi konferenca. Robi, mi da smo imela priložnost, da se to lansko leto skupaj odloživa, letos je bil pa žal malo zadržan. Tako da sem bil sam na to pot krenil in ob tej priliki se lahko zahvalila PNZ-ju, ki nam je prijazno uredil karti. Tako da jaz sem izkoristil ti in žal ne. Tako da, žal ti je lahko, ne? Ja, hvala, sem na rane. Glede na to, da sem jaz lani bil, letos pa ne, a bi mogoče začela s tem, da bi malo povedal, če so bile kakšne razlike, kakšne bo število predstavljalcev. Predno so začeli ta pogovor, pa sem jaz, tamle sem si kavo delal, sem razmišljal, kaj če jaz v tem smislu sploh reči, ne? Sem rekel, Robi, a se ti spomniš, kako je bilo lansko leto? No, in letos je bilo točno tako. Z manjšimi razlikami, ampak če si predstavlja lansko leto, kako je izgledal, bolj ali manj tisti, kako se ti smo reče, kjer imajo oni postavljen po slovensko lepo? Stojnica, ja. To je bilo bolj ali manj vse praktično na istem mestu, kot je bilo lansko leto. Letos je bilo mogoče za spoznanje majčkeno več, bilo je tudi organizirano tam neka kuhinja, oziroma pač jedilni prostor, tako da smo si lahko tudi vzeli si še lahko na kosilo tja, kar je bil zelo v redu. Se lani je bil tudi, če se spomnim, samo za VIP. Tako, letos sem imel pa za VIP prostor čist posebej tudi, pa v bistvu za vse nas, ki nismo VIP, smo imeli tudi tak prostor, zelo lepo urejen. Tudi zelo dobra hrana je bila, v bistvu jaz sem šel nekaj kaj pojesti. Je bilo pač primerno drago Münchno, ampak še zmeraj, tudi če bi šel ta prvo restauracijo nekje od zunaj, ali pa na poti, ki je nazaj, bi bilo praktično enako. Tako da ja, mogoče je bilo malo, setup je bil v bistvu majčken, drugačen kot lansko leto, tudi zanimivo. Se spomniš tistih vrst, ki so bile za poslušanje tistih predavanj, ki si ti lansko leto enkrat v vrsto postavil, ko si hotel enega kolega z Drezna poslušati? Ja, pa ga nisem dočakal. Letos ni bilo vrste. Ne, letos pa ni bilo vrste, ne? No, ampak tudi predavanj ni bilo, tako da nič se sekirati. Tako da tistih predavanj, ki so bile lansko leto, ni bilo. Bila so predavanja nikje drugje, se pravi v nekem prostoru v sklopu samega sejma, ampak tista predavanja so bila v bistvu vsaj v torek, ko sem jaz tam bil, se pravi, to je bilo 26. je bil cel dan rezerviran praktično za ene take start-upovske piče. Jasno, na temo BIM-a, vizualizaciji ni, da ni v bistvu, ne. Jaz sem se bolj sprašal, kaj ima sploh lahko še novega zapovedati, zaradi tega, ker ko si hodil po sejmu, že lansko leto veš, da si videl bolj ali manj vse. Od, 3D skeniran, do tistih oblakov, do dokument managementa, do tunih CD-jev, vse na bolj ali manj isto vižo, vsi se pač zaganjajo v to, čeprav v bistvu je zanimivo, to sem se letos tudi malo pogovarjal tam,
mogoče več kot lansko leto, ker lansko leto so bila recimo malo obremenjena, da morajo pa pač nekaj posneti, za BIM pogovore in tako naprej. In so to tudi delala. Letos sem šel tja čist neobremenjen s tem in je bilo tako kar mal prav luštno je bilo, no? Ker ni bilo treba okoli tega skrbeti. No ampak to, kar je me presenetilo res letos, je to, koliko enih nemških firm se ukvarja z raznimi pregledovalniki, modelirniki in ne vem kaj že vse. Jasno, vse BIM enabled in ne vem kaj. Tako da jaz sem se tam malo pogovarjal z določenimi in žal je najbrž skupno mnenje takšno, da vsi tisti, ki so prej kaj delali v CAD-u, so zdaj to preimenovali v BIM in upajo, da bojo preživeli. Ne? In jaz osebno ne vidim neke prav jasne poti za njihovo preživetje, ker jasno tamle Nemeček Group z vsemi unimi programi od Archicada naprej, pa Alplana, veš, da so imeli lansko leto tisto stojnico ogromno, tudi letos ni bilo nič drugače. Autodesk je tudi vzel približno enako veliko. Tako da ta veliki kar dobro nekako jemljajo kruh tem manjšim. Čeprav je v bistvu prav žalostno je bilo videti tale Bentley Systems. So imeli tam nekje pri vhodu relativno tako na stran. Prav zgrešil si jih lahko, če nisi bil zelo pozoren v primerjavi z Nemečkom in Autodeskom in podobnimi. Ja, če se spomniš, tudi lani je Bentley nekaj poskušal, pa nič kaj niso imeli nobenega na stojnici. Če se ne motim, so celo za stojn USB ključke podarjali, samo da bi kdo prišel mimo. Ampak meni se zdi tako, tudi jaz sem se pogovarjal s kolegi v tej smeri, pa se mi zdi, če dalje bolj, da so 3 velike firme, oziroma 2, če daš Graphisoft pa Nemeček skupaj, vsaj v Evropi imaš Autodesk pa Nemeček, potem vsi ostali, ko pa svoj kruh iščejo in ki jih je bilo med drugim verjetno spet letos ogromno po teh malih stojnicah, so pa v bistvu tisti, ki servisirajo velike stranke, ker te male stranke se mi zdi, da grejo na eno od teh večjih platform, ker si niti ne morejo privoščiti nekih storitev, ki bi jih prilagajali točno zanje, ampak vsi ostali, ne vem, Ja, mislim, da si prav dobro to zadev. V bistvu dejansko je tudi, kot rečeno, ko sem se pogovarjal, te male firme predvsem ciljajo na to, da so nekako prilagodljive in da lahko prilagodijo svoje rešitve nekim specifičnim strankam. In to je edini način, da si odrežejo nek košček celotne pogače. Vse ostale pade na te velike. Zdaj jasno vprašanje je, koliko časa bo to šlo, koliko je dejansko takšnih strank, kjer iščejo neke res posebne stvari. Ampak včasih sem malo preveč pesimističen ali pa tako malo negativen v tej smeri, tako da lahko, da se motim kompletno. Tako da recimo tudi letos pa upam, da bomo imeli priložnost povabiti v goste, pač vidiš rešitve okoli tega, recimo temu CDE ali pa nasplošno nekega document management sistema, ki je prilagojen za to recimo BIM okolje, ki prej sploh še nisi slišal, pa v bistvu se znajo kaj pohvaliti, pa koliko in toliko zaposlenih in ne vem kakšen vse. Pa rešitve čisto dobro izgledajo, ampak v bistvu prej nisi niti slišal za njih. Tako da to je vsekakor en velik plus obiska enega takšnega sejma. Tako da si pomeni žal. Je pa velja najbrž pa omeniti, da je bilo tudi nekih slovenskih firm, da jih ne bomo spustili. PNZ, kot že omenjen,
pa zdaj sem pozabil, kako je že tista Navteh? Nervteh. Pač PNZ pa Nervteh sta bila spet skupaj. Moram reči, da letos sem bil zelo zgoden, ker je bila cesta prazna, dosti zgodaj sem šel tudi iz Ljubljane in se veš, kako ponovadi grem kar v enem kosu in sem bil tam res 9 pa 15, ne. Sem bil že na sejmu. Poleg tega, da so me letos označen, kako do sejma prideti, zelo dober. Mogoče je bilo tudi lansko leto enako, pa sva midva tudi ta zgrešila, ker so se polovila okoli raznih parkirnih hiš. No, letos ni bilo, lani ni bilo. No, ampak letos sem pripeljal praktično na stojenco. No. Res je bil primerno ti tudi za računa in ti parking plac, ne. Ampak kakorkoli že je bilo pa zelo udobno. No. Ampak hotel sem to reči, da ko sem kaj prišel, je bila še relativno zgodna ura, pač sem se odprl ob 9, jaz sem 9 pa 15 sem bil že tam. Tako da nobene gneče, te tavelki so imeli že vse postavljen, te manjši, ne, razni PNZ in podobni, so se še trudili vse zadevo spraviti v tek. In moram reči, ko sem se tam pogovarjal, so ljudje že kar stali, bolj ali manj v vrsti, ne. Kdaj bo ta simulator postavljen, da bo to možno sprobati. Tako da je bilo prav zanimivo, ker jih pol tudi vidiš, ker so vsi navdušeni, ker se jim zdi, da igrajo igrca. Ne. Ja, no letos si poskusil simulator? Ne, nisem, v bistvu. V začetku nisem čakal, da se do konca postavil, ne, pa kadarkoli sem jim prišel, je bilo taka gneča, sem rekel, jaz nisem neka glih ciljna stranka, ne bojo od mene nič kaj prav dosti imeli, razen da jih lahko pohvalim na podcastu, če to kaj šteje. Tako da spet nisem bil na simulatorju, tako da ni vrag, da Beam World 2020 spet bo mogel biti tam, ne, če bojo oni. Dober za PNZ, pa Nervteh slabo za tebe. Ja, res, ja. A sem pa kje vstal, ne, tam v Triglav Lab, tam pri meni doma skoraj, ker imajo tudi nekaj to postavljeno. Ja, no, mislim, hotel sem te vprašati še prej nekaj, kar si CD-je omenil. Meni se zdi, da je že lani bilo pač predvsem manj govora o teh CD-jih, kot prejšnja leta. Ne? Mislim, ne bi govoril, da sem bil lani prvič, ampak tako nasplošno. Letos se mi zdi, da sploh nič kaj več ne govorijo o teh CD-jih, ampak vsi govorijo o nekih integriranih okoljih, ne vem, kako so zdaj to preimenovali. Pa se mi, vprašanje, no, je res tako, ker mislim, da se tudi za ene par ponudniki tam govoril, pa če je bil tam Conject spet itak, Bog ve, kako so zdaj to preimenovali. V bistvu Conjecta moram reči, da nisem videl, ampak Conject je v sklopu, a ga ni Oracle kupil? Ja, ampak lani je še vedno. Ne, v bistvu moram reči, da Conject, kot da nikje bilo jasno napisan, sploh nisem opazil. Res je, da okoli Oracle nisem prav veliko lezel. Tam so imeli tudi skozi neke predstavitve in ne vem kaj še vse. Tako da je Oracle kot tak jasno, mislim dejansko stojnica skoraj toliko velika kot Autodeska, vidi se, da dajo neki na imidž. Potem pa jasno vse zapakirajo v te svoje baze in zdaj je sam stvar tega, kakšno okolje ponujajo okoli te svoje baze za nek kvaliteten ali pa enostaven dostop do podatkov. In tle jaz mislim, da tle pa zna biti razlika med temi velikimi firmami, kjer pač oni pač štartajo recimo z tega zalednega konca, kjer imajo toliko in toliko storitev v oblaku in ne vem kaj že vse, data centre, posod, kjerkoli se obrneš je eden, pa do teh manjših, ki v bistvu imajo pa mogoče več znanja na tem, recimo na tem front-endu, se pravi, kako uporabniki bi to sploh uporabljali in jasno to skupaj združiti, to bi bil pa na koncu en tak velik, res recimo en tak velik preskok. Se mi zdi, da je to še zmeraj nek razkorak med tem, da Oracle hoče samo neko bazo ti prodati skoraj, pa med drugimi, ne, kjer pač se vprašaš, ali je
tja so te podatki res nekje varno shranjeni in ne vem kaj, ali so res vredni zaupanja. Medtem, ko najbrž v zaupanju pri Oraclu najbrž nikoli ne boš se najprej to vprašal. Ne, se mi zdi, da je ena velika razlika tudi ta, da vsi ti ta mali so odvisni od oblačnih storitev drugih ponudnikov, ne bo to Amazon ali Microsoft ali kdorkoli, ne. Da ti ta veliki ima pač svojo infrastrukturo in to je zelo velika prednost, čeprav uporabniški vmesnik pa prijaznost uporabe ali pa kakorkoli temu rečemo, lepo po slovensko se reče user experience, ne, je pa precej boljši na manjših. No, in tudi kolikor jaz malo spremljam, je tako, da ti manjši se precej prilagajajo praksam velikih strank, ne, in so sposobni tudi zelo na hitro kaj prilagoditi komu, ti ta veliki pa tu imaš uporabili, če pa ne, pa pač sorry, ne. Tako da, ne vem, tak je kakor pri vsej programski opremi, no, kar je v bistvu po eni strani zelo žalostno, po drugi strani pa fino, ker daje prostor manjšim, ne, vsako najde svojo nišo, bo našel tudi stranke, tako se mi zdi, sam ne sme se omejiti na majhno geografsko področje, no. To je pa, se mi zdi, tle ta glaven biznis, ne, oziroma pač ta srž rešitve, ne, da enostavno ne moreš pripravljati stvari za en trg, kot je recimo Slovenija, ampak vsaj Evropa mora biti tisti ciljni trg. Jasno, če je pa Evropa, potem je pa bolj ali manj že svet minus Kitajska. Ko sva že rekla, Kitajci imajo tako svoje, ne. Ampak sigurno je to pač Evropa kot enoten trg, en velik zalogaj, no, en edini možen način, kako najbrž preživeti, ne. Mogoče te manjše firme, ker zanimivo, ne, mogoče lansko leto niti ni bilo toliko primerov, ampak letos, ko si hodil mimo teh stojnic, bolj ali manj na 3/4 stojnicah se je govorilo samo nemško. A res? Ja, res, tisto v bistvu sem rekel, v redu, seveda, če si jih kaj vprašal po angleško, absolutno, ne, ampak večina tistih je bilo pa organiziranih tako, da dejansko nudijo storitve ali pa nudijo informacije v nemškem jeziku. In se pač pozna, nemški trg, ne vem, koliko je, 80 milijonov, tle se pozna, ne, zdaj zraven da še Avstrijo, da še Švica zraven, v bistvu imaš trg, ki je, ne vem, pol Evrope, ne. In je to velik, ne vem, kot rečeno, veliko tudi teh rešitev, ki so se jih kazali, je bil uporabniški vmesnik, je bil nemški. Tako da je to mogoče lansko leto nisem toliko eksplicitno opazil, ampak leto se mi je zdelo, prav v oči mi je skočilo to v bistvu, no, da koliko nemško govorečih je na sejmu bilo. Mislim, kaj se čudem, če je bilo pomembno, ne, ampak vseeno, ne. No, če ime je Bimvora, to pa ni to ravno. Ja, dobro, to je. Ampak tudi lani, če se spomniš, je bilo tudi tam na Conjectu, pa to se večino govori nemško, ne. Bentley, ko so imeli pa angleško govoreče, ne, pa v bistvu nihče tudi lani ni povohal, tako da se pravim, to, ne vem, očitno res cilja bolj na ta dah trg, ne, se več dah kot Nemčija, Avstrija, Švica. Drugo in pa pač ni zanimivo, Angležev itak ni dal, oni ne znajo prijeti, če se tisto svojo lužo, ne. Ja, zdaj niti ne bojo mogli, bojo rabili vizo smal, ne. Ja, če bolj, ne. Drugih tudi ni tako, da bi tam Španijo, Francijo, to sploh nič kaj ni bilo. Ok, da Solid Systems je bil lani, letos pa ne vem. Ne, nisem ga opazil, no. No, ampak da ne bom pozabil, zdaj, ko sem že omenil predstavljalce Slovenije, CGS Labs je bil tudi, da so z Matjažem spregovorili enih par besed. Da bili so v načrtu, da tudi drugi pridejo, pa so se odločili, da ne. Ampak kakorkoli že, CGS, če se spomniš, kje so imeli lansko leto stojnico, točno tam so bili tudi letos. In pač pogovor dejansko v isti smeri kot tudi lansko leto zabral. Oni pač imajo vsem toliko in toliko odjemalcev teh njihovih rešitev na nemškem trgu, da enostavno si ne more skoraj privoščiti, da jih tam ne bi bilo, ne. Sicer pa zelo zanimivo, kot rečeno, meni ni žal, da sem bil. Je bilo sicer naporno, ne, se veš, kako to je v enem dnevu gor pa dol, pa še 3/4 dneva tam po sejmu skačeš. Ampak je bilo pa zanimivo.
Ja, to je to bilo. Je še kaj za dodati za BeamWorld? Ne, Kaj te veš, zanima? Kaj sem hotel edino vprašati? A bi šel še naslednje leto ali ne? Jo, absolutno. Veš, da se jaz rad vozim po Nemčiji. Če se boš spet v enem dnevu gor pa dol, ne bom šel stal. Ja, v bistvu se priporočam PNZ-ju ali pa kakšnemu drugemu za karti. Absolutno. Je v bistvu zanimivo. No? Absolutno ni nekaj, kar brez česar ne bi mogel. Je pa vseeno ena taka izkušnja, pa da vidiš to v živo. Jaz sem upal, da imam kakšne srečo znane iz raznih evropskih projektov, pa nobenega nisem videl. Tudi tale Sofistik je imel svojo stojnico. Tudi tam nisem videl starih prijateljev, tistih, ki so bili tam, ne poznam. Tako da ja, je bilo zanimivo. No? Pa eno super plastenko oziroma tako termo, ko sem dobil. Na enem štantu. Ja, to se je pa splačalo. Zaradi tega se pa splačalo, gori stres. Ne samo USB ključke, tudi letos so že one flaške za vodo tale. Ja, nič, v redu. Upam, da naslednje leto bo urnik moj drugačen, da bom lahko tudi šel. No. Delamo na tem. Lahko skoraj obljubim PNZ na Rutehu, da drugo leto, ko priješ, da v tretje gre parada, se boš pa šel voziti. Ja, sem šel pa pelat, ja. No, jaz sem se že lani, ampak moram zdaj probati, če še kaj boljš. Ja, to je to. Ne? Zdaj, če imajo kakšni poslušalci želja zvedeti kaj več o BeamWorldu, naj grejo še na spletno stran tega podcasta, med zapiske, tam bo še par slik zraven, pa kakšne povezave do firm, ki smo jih zdaj omenjali, pa vsekakor tudi na samo spletno stran BeamWorlda. Veš kaj bi te sam še preden zaključimo z BeamWorldom ustavil? Zdaj rekel si, da je bilo par slovenskih podjetij, omenil si PNZ, NRTeh pa CGS Labs. Ja. A je bilo še kjero drugo slovensko? Ne, drugih, mislim, se upravičujem, če je kakšna druga firma tam bila, jaz jih nisem našel. No. Lani jih je bila cela vrsta. Ne? Ja, lani jih je bilo nekaj, ampak lani jih tudi ni bilo toliko več. Dobro, Trimo je bil recimo. No, bilo jih je kar precej. Trimo je bil Lineal. No, pa Lineal. Pa kaj bo še? Ne, še sem. Ok, Bexel. No, Bexel, v redu, Bexel je bil tudi, no. Se je bil Bexel tudi. Ampak Bexel žal ne vem, a je slovenska firma ali ne, jaz nekako ne vem, se pravi. Lahko da se Bexelu upravičujem v bistvu zdajle. Former Jugoslavije. Ja, tako, no, to absolutno, Bexel je tudi bil, absolutno. Tole sem pa pozabil povedati. Ne. Tam na Arhikedu so imeli takšno gnečo, da jaz sem tam okoli hodil, ne vem, k maček okoli juha, kako se že tismo reče, ne vem, okoli hrane. Okoli vrele kaše. Jaz nisem prišel do enega človeka, ki bi ga malo zaslišval o tem, kako je pa zdaj s Pythonom pa Arhikedom, kar me pa res zanima. Ne. To je pač zdaj neka relativna novost, ne, da je v Arhikedu možno tudi nekaj v Pythonu doprogramirati. Tako da je očitno ta Nemeče grup to počasi Python dodaja v vse, se pravi Alplan je že, ne? Zdaj je Arhiked na vrsti, najbolj bo to še kje. Tako da je bilo to super, tudi zaradi mojih predavanj pač na izobraževanje tukaj za BIMA+. Kako prepričati študente, zakaj je bilo Python dobro vedeti, oziroma vsaj delno poznati. No ampak dejansko nisem prišel do človeka, ki bi to kaj mi znal povedati. Blej so hosteste tam, vprašaš, reče, bojo tlele, to sam tele končajo, greš malo na okol, so že drugi spet tam in nisem mi dal tam, ne vem, pol ure čakati in gledati v zrak, zato da bo nekdo nekako imel 5 minut časa na kakšno takšno vprašanje odgovor. Tako da je škoda, ampak verjamem, da če stopatle do Matjaža, bomo to isto zvedeli tudi v Ljubljani. Ja, bomo treba, ker če ne boš moral naslednje leto spet. Ja, pa spet čakal tam, ne? Ja. Katastrofa. No, ampak, rečeno, bilo je super, no.
Kaj pa druga tema, ki je imala za danes? Ja, druga tema. tema. No, da jaz malo govorim, da ne morem sam ti. Ja, sej, jaz moram zdaj malo dahniti. V bistvu že prej sem skozi govoril, zdaj sem še tle govoril. Zdaj pa Robi, beseda je tvoja. Hvala. Končno prišel do besede. Ne, druga tema, ki imamo danes, je pa to, da sva v preteklih oddajah, predvsem pa v 100 zelo veliko pozivala k temu, da dajte se kaj oglasiti, ne? Zato, ker naj nihče nič ne pobara, nihče nič ne napiše, niti ne vemo, ali sploh poslušate, ne? Mi so to vemo, ker vidimo številke, ampak noben nič ne reče. No in zdaj lahko rečemo, da sva dobila koliko odzivov? 4. Ja, 3 maile pa en komentar na YouTube. Jej za naj oziroma za vse tiste, ki ste kaj naredili. Ja, no... Vsak mu posebej se zahvaljujeva, tako da... A jih zdaj poimensko izpostavljam? Ne, jaz ne bi v bistvu jih izpostavljal, se vsi vajo, kjeri so. Predvsem hočem reči to, da ni, bom rekel tako, da če ste se čutili, da ignorirane, ne, zaradi tega, ker nobenemu niso odgovorila na mail, saj jaz ne, Robi, ne vem, če si ti. Ne, jaz sem pač... Vsekakor so vse to prebrala in si vzela k srcu stvari. Moram reči, da, ne vem, prejšnjič sem, ne vem, nismo o tem nič govorili, ne, ker smo govorili prejšnjič o Sibimu. Tudi na Sibimu je bilo kar nekaj odzivov to pa vprašanje, zakaj pa vidva nista takrat, a sta to nehala, kaj je na par oddaj so tako malo spustila, ne, oziroma par terminov, kjer ne bi bile te oddaje običajno na voljo, niso bile. Tako da vsi tisti, ki ste to opazili, super za vas, ne. Drugi se kar pritožite, zakaj to ni bilo. Zato nam ni bilo. Ja. Tako da, pojme spomnim, da še ena stvar na Sibim rečem, no. To sem pozabil povedati. No, v glavnem, kar bi jaz hotel povedati, da eni komentarji so bili pač v tej smeri, kje je stvar, ne, da pogrešajo BIM pogovore. Zdaj, ne glede na to, da niso bili ravno povezani z vsebino podcasta, nam bo obema toplo pri srcu, ker nas vsaj nekdo pogreša, ne. Tako da ja, zdaj zaenkrat so se odločili, da bova še malo poskušala še kaj pametnega povedati, še kak dogodek pokriti, pa bomo videli, če bo šlo še naprej, če bo še interes, če boste poslušali. Zdaj, drugi so bili pa tudi čisto lepo vsebinski, ti so nam pa najljubši, ne. Pač komentar na vsebino nečesa, o čemer sva govorila. Zdaj moram priznati, da od vsega začetka je bil to moj namen, da bi s tem podcastom tudi spodbudila kako razpravo, pa da bi mogoče imel kako bolj poglobljeno debato. No, in en od teh mailov, ki je prišel zelo globoko, posegel v to, kar sva govorila o raznih API-jih, pa BIM-u, pa o tehnologiji na splošno. In moram reči, da ne vem, bo to treba pokriti enkrat v kakem bolj primernem formatu, mogoče da z avtorjem kako razremo na to temo, pa vem, da zdaj decembra ni prav čas za to, ker boste vsi bolj na škrge dihali, pa iskali proste termine, ampak po tem januarju, ko se mogoče malo umiriti, da še kaj o tem rečemo. Bi pa rekel že vnaprej, ja, da se z marsičem se zelo strinjam, ne. So pa tudi stvari, ki bi jih mogoče morali vsi skupaj pogledati malo iz strani, ali pa malo bolj oddaleč, ker če si preveč v neki stvari, pa niti nimaš časa, niti ne veš, na kak način bi se problemu lotil tudi drugače, na kak drug način. Tako da, ne vem, to nam ostaja mogoče ena tema za prihodnje. Je bil pa še en predlog, ja, zelo konstruktiven predlog, da bi te najine oddaje namesto da vabiva goste, da bi v bistvu vsako oddajo okrog neke teme pripravila, ne, recimo danes je tema BIM World, to je čisto ok, ne, ampak mogoče pa naslednjič kaj druga. Zdaj v CD-ju smo že govorili smo že o marsičem, nisi se zdaj ne spomnim, lahko pogledate cel arhiv vseh 100 oddaj za nazaj, ampak ja, zelo dober predlog. Če kdo misli, ali pa če bi kdo želel z nama pokriti katero od tem, lepo vabljeni na najin mail,
z veseljem rečemo, kaj na to temo. No, tudi če bi bilo zelo obširne teme, bomo pač naredili več oddaj, tako da lepo vabljeni. Ja, pa sej, v bistvu pa bom jaz temu dodal, da ni nič narobe, če so bile kakšne teme že obravnavane, tako kot si omenil CDE. Zato, ker se mislim, da ta razvoj se vidi, da je precej še zmeri nekako v povojih in je ta razvoj v bistvu napredek, se mi zdi kar hiter, kar neki veliki koraki se delajo, tako da tudi s tem ni nič narobe. Seveda grejo stvari naprej in vedno je dobro slišati v bistvu, kaj je tisto recimo najnovejše, kar se uporablja. Predvsem bi, ne vem, v teh pogovorih, saj z mojega stališča zdaj govorim, v bistvu rad slišal tisto, kar je na koncu resnično uporabno. Ali to v fazi projektiranja, v fazi v bistvu potem na gradbišču, ali pa potem v fazi v bistvu neke uporabe oziroma vzdrževanja na koncu. Ker večina teh orodij v bistvu lahko pokriva praktično vse faze ali pa delno vsaj vse faze, ampak to ne pomeni, da so najbolj primerna in najbolj učinkovita ali pa uporabniku prijazna. Recimo eno tudi takšnih stvari, ki upam, da bo imela priložnosti se pogovarjati. Sem se pogovarjal na BIM-World in bilo rečeno, v bistvu, ja, da je eno orodje, v bistvu so ga poizkušali upeljati na gradbišče, enostavno ni šlo, nihče ga ni hotel uporabljati, v bistvu bilo zakompliciran, jasno, da se da vse narediti, ampak je ta odprtost in to, da se da vse narediti, v bistvu odpira več težav, kot pa jih odpravlja, in so zdaj začeli uporabljati nekaj drugega, jasno neko konkurenčno orodje, ki je pa filozofija orodja nekoliko drugačna, bolj poenostavljena uporaba, lažja končnim uporabnikom in tam pa pač po besedah sogovornika, pa ga ne bom zdaj pomenoval, je pa v bistvu zadeva na vse uspešna. In takšne izkušnje, ne, ki jih imate in bi jih radi delili z drugimi, mislim, da so zelo, zelo pomembne. In to je ena stvar, ki recimo prej sem rekel, Robi, da me spomnim za CBIM. To je tista stvar, ki se mi zdi, ki sem jo pogrešil na CBIM-u, pa mogoče prejšnjih vdaj nisem nekako tega konkretno izpostavil. Enkrat mislim, da sva nekaj rekla na temo, oziroma smo nekaj rekli na temo vprašanj in možnosti neke diskusije, ampak takšne stvari v bistvu dejansko manjkajo in predvsem ta neka diskusija. In jasno, če imate neke izkušnje, pa bi jih radi delili z drugimi, Milja je absolutno pripravljena v bistvu, da se organiziramo, da ste gost, da poveste svoje videnje in v bistvu na ta način širite neko skupno znanje, ki je jasno v eni tako majhni Sloveniji, kot je v bistvu nujno potrebno v bistvu med sabo si deliti, drugače enostavno ne moramo kot neka industrija, resna industrija konkurirati tujim firmam, ki pridejo z milijonskimi stvarmi samo v Slovenijo. In pobirajo v bistvu pač neke projekte, ki roka na srce bi moral biti slovenski. Ne? No, ampak sej to so tudi najne izkušnje iz vseh 3 let pripravljanja tega podcasta, da ko se mikrofoni ugasnejo ali pa na kakih dogodkih so ljudje pripravljeni veliko več povedati, takoj ko se mikrofon prižge. In lahko bi tudi oba povedala, da je najbolj pogosto vprašanje, ko se pogovarjamo, če že snemamo. Tako da mogoče bi si želela, da bi se pač povedala. Jaz sem jih tudi že doskrat slišal, ko sem za kakšno stvar povedal, da enostavno ne dela tako, kot bi morala. Pa če sem pošten, sem premajkrat to povedal, ker višja kot številka oddaje, bolj sem se kdaj za jezik ugriznil. Malo sem jezen sam na sebe, ne? Ampak po drugi strani pa jaz tudi nisem v poziciji, da bi neke vrednostne sodbe dajal, ker nimam toliko izkušenj, ko ima marsikdo izmed poslušalcev. Tako da se pravi, bodite pošteni pa povejte, tudi danes Matevž ni imenoval svojega sogovornika, ampak on je zelo jasno povedal, katero orodje ni v redu, katero pa ni funkcionira. Je pa tudi tako, da marsikdaj potem ti zastopniki ali pa ponudniki to vzamejo čisto napačno. Ta kritika je običajno dobronamerna, pa če za nekoga ne funkcionira, verjamem, da je kdo, ki bo pa.
Jaz si vedno vzamem za zgled IT industrijo, ker vsi ti razvijalci v IT-ju, ne vem, če je kdo kdaj bil v kakšni Facebook skupini ali pa Slack skupini ali pa kjerkoli, tam se, ne vem, konkurenčne firme med sabo pomagajo. En developer vpraša, kako se reši nek problem, pa mu drugi iz konkurenčnega podjetja reši ta problem, zato ker vidi, da bo naslednjič bo pa obratno. Ne. Pri nas je pa mogoče tega zavedanja znotraj gradbeništva neki manj, ali pa, ne vem, ali pa so roki tako hudi, da nihče niti nima časa. No. Pred leti je bil en blog, sam prosti, kot izkačem besede, ampak ta blog BIM.si, ki ga ustvarja nekaj posameznikov, pa sem ravno pred kakim tednom sem gledal, kaj se kaj tam dogaja, pa nič kaj je tudi zamrl, ne. Nažalost zamrl zato, ker imajo vsi dosti dela, mislim, super zato, da je dosti dela, ne, ampak mogoče pa treba tudi eno tako bazo zgraditi, da se bojo pa tudi mlajši izobraževali, pa kakorkoli, pa da se bo nekaj izkušnje delili, no. Tako. Ja, ravno v tem vidim recimo najno delo okoli teh BIM pogovorov kot recimo pomembno in zakaj se sploh midva to še zmer greva. Ne? Zato, ker napisati recimo nek članek je vsem težje, kot pa v bistvu si vzeti pa ure, pa tukaj precej prosto govoriti v bistvu o nekih izkušnjah. In tudi konzumirati so zadevo je v bistvu precej mogoče, saj iz mojega stališča lažje v eni taki govorni obliki, kot pa v bistvu zadevo prebrati. Kjer si vsem mora čas vzeti, se vse za računalnik ali pa saj na neki tablici telefonu v bistvu to dejansko prebrati. Medtem ko v bistvu to lahko naj poslušaš ali pa preskočiš do konca takoj, ne? Če ti ni všeč. Predvsej lažje, ne? Lahko dela zraven še cel kup stvari. Jaz vem, da podcaste poslušam v bistvu bolj manj vedno, kaj doma počnem ali pa kaj psa vam pelem. In je to v bistvu, ne vem, tak čas potem, ko ni nujno izgubljen. Čeprav moram priznati, da včasih enostavno vse odklopim, pa je sam tišina tista, ki je sam rabaš. Ne? Hočem reči to, ne, da to, kar si že načel, ne, da v bistvu midva nisva ali pa skratka nisva v poziciji, ne, kjer bi lahko midva sodila vse vnaprej, zato ker teh izkušenj nimava. Ne? In zato apelirava v bistvu in želiva, da so gostje iz industrije, iz prakse, kjer so dnevno soočeni z uporabo nekih orodij, z izmenjavo informacij, z izmenjavo podatkov, tem in onim, ne? Ker je to čisto druga scena, kot po v bistvu tle, kjer recimo iz takega, iz pozicije nekega izobraževanja gledaš predvsem zelo visoko nivojsko in rečeš, ok, to je pa dobro, to je pa slabo, ampak načelno pa v bistvu nisi imel niti prilike uporabiti nekega orodja na nekem zelo konkretnem primeru. Tako da to je velika razlika. Ne? Ja, no, zaradi tega sem tudi rekel, da nisem v poziciji, da bi ponovadi sodil, ne? Ampak, pač lahko pa jaz nastavim hrbet za tiste, ko bi želeli, pa drugače ne bi. No? Jaz bi čisto za konec, preden potem povem, kam nam lahko pošljete maile, če bo slučajno kdo zašel k nama, pa upam, da bo. Bi povedal sem to, da eden najnih preteklih gostov, David Vesnaver z podjetja EEP, je pred dnevi objavil, da so dobili, da ni njegovo podjetje dobilo neko nagrado Build Construction Engineering. Ne vem, zdaj ravno sem googlil, vmes pa sem videl, da je to neka revija za BIM. In da so dobili Best BIM Design Company 2019 nagrado. Jaz moram reči, da ne vem konteksta, niti ne vem, kako tekmovanje je bilo, niti ne kako so bili stopni pogoji. V vsakem primeru jaz Davidu čestitam, pa ga vabim, da se mogoče oglasi pa pove, kakva nagrada je bila, pa kaj so za njo naredili. No. Če smo že BIM podcast, pa da malo pohvalimo tiste, ki mogoče malo izstopajo na kakem področju. Ja, odlična ideja, tako da bova stopila v akcijo in ga tudi uradno povabila. Ja. To je vse za tole današnjo oddajo, to je bila 102. oddaja. Mislim, jaz za začetka sigurno nisem verjel, da bo do 100 zdržala. Zdaj je cilj 200, ne, Robi?
To si terje. No, ampak do 200 oddaje še daleč. Vmes vsekakor želiva, da se ta nekako, kako je dobra beseda za community? Skupnost, v redu. Ta skupnost v bistvu nekako bolj poveže, ne? In to pomeni, da kakšen mail pošljete. Vsi predlogi so dobrodošli, ideje za nove oddaje, tudi ideje za kakšne goste. Tako da to je sicer pa tudi vse v tej oddaji. Maile lahko seveda vedno pošljete Robi, tebi, ne? Robert@klinc.net. No, meni pa tudi na matevš@matevšdolenc.com je meni se zdi, ja. Drugač pa na info bimpogovori.si, tako da ne bom nasteklati preveč. To je vse za tole oddajo. Robi, hvala, da si vzel čas. Zdaj te pa prepuščam, kaj že delaš, neke članke urejaš, ne? No, v redu. Tak pa sem pozabil zadnje leto. No, se slišimo kmalu spet. Adijo. Ja.